Opozorilo je že bilo poslano. To ni vaja, to ni preizkus, je resnično in dogaja se prav zdaj. Nekje v poveljniškem centru je bila sprejeta končna odločitev. Po celinskih Združenih državah milijoni ljudi segajo po telefonih, gledajo skozi okna in poskušajo razumeti, kaj zdaj pomeni biti na varnem. In zato zatočišče skoraj zagotovo ni tam, kjer mislite, da je. Kajti še preden prispe ena sama vidna raketa, se najprej zgodi nekaj drugega. Eksplozija visoko nad celino. Ni namenjena uničenju mest, ampak ohromitvi koordinacije. Ne slišite je, ne vidite je. V manj kot sekundi zmanjka elektrike v več državah. Telefoni ugasnejo sredi brskanja, zasloni za nadzor zračnega prometa postanejo prazni, črpalke za gorivo se ustavijo sredi pretakanja. Omrežje ne odpove postopoma. Izgine. Ne povsod in ne enakomerno, ampak dovolj, da se odziv razbije še pred prvim udarcem. In nato sledijo bojne glave. Prvi val ne zadene mest. Ta predpostavka, da bodo gosto poseljena mesta prekrita z gobastimi oblaki, je napačna. Prvi jedrski udar ni kazen, je matematika. Cilji so tiste stvari, ki lahko vrnejo udarec. Polje medcelinskih balističnih raket po Montani, Wyomingu in Severni Dakoti. Celotne regije so bile zgrajene okoli ideje, da se jim ne bo treba braniti, ampak le vrniti udarec. Izginini so v prvih minutah. Sledijo podmorniške baze v Georgiji in zvezni državi Washington. Plovila, ki zagotavljajo sposobnost drugega povračilnega napada, ne smejo zapustiti pristanišča. Uničena so tam, kjer stojijo. Nato pridejo na vrsto poveljevanje in nadzor. Virginia, Colorado, Nebraska. To niso simbolne tarče. To so funkcionalne tarče. In funkcionalnost je tista, ki se izbriše najprej. Enega za drugim razstavijo strukturo, ki omogoča povračilni napad. In ko mesta pridejo v enačbo, je odločitev o tem, kje si, že sprejeta. To ni vprašanje, kaj je zadeto. To je vprašanje, kaj ni. Zdaj poglej, kaj je ostalo. Stojiš na mostu Mekina. 5 mil jekla in kablov, edina cesta, ki povezuje zgornji polotok Michigana s spodnjim delom države. Za tabo industrijski srednji zahod leži v koridorju radioaktivnih padavin, ki se razteza čez več držav. Chicago, Detroit, Cleveland. Vse, kar je opredeljevalo ameriško industrijo, je zdaj v smeri vetra od pomembnejših ciljev. A pred tabo je nekaj povsem drugega. Gozdnat polotok, obdan s 3 strani z največjim sladkovodnim sistemom na svetu. Velika jezera vsebujejo približno 21% svetovne površinske sladke vode. To pomeni, da ni scenarija, kjer bi ti zmanjkalo vode, preden te kaj drugega ubije. Stoletje dolgo je sodobno gospodarstvo to regijo preskočilo. Predaleč od glavnih ladijskih poti, brez razpršene predmestne pozidave, preveč odrezana od sistemov, ki so omogočili rast povsod drugje. A danes je prav to pomanjkanje razvoja razlog, da še vedno dihaš. Tukaj zgoraj ni glavnih vojaških ciljev, ni gostih naselij, kar pomeni manj takojšnjih preživelih, ki bi preplavili isti prostor, ko se vse zruši. Tu je tudi mraz, kar je dejansko pomembno. V pravih pogojih postane oblika zaščite. Velika jezera shranjujejo ogromne količine toplote in za razliko od zraka, voda temperaturo spreminja počasi. To pomeni veliko razliko. V scenariju jedrske zime bi atmosferski saj lahko znižali povprečne svetovne temperature površja za približno 14,4 stopinje Fahrenheita. V notranjosti temperature hitro padejo. Letni časi postanejo nestabilni in pogoji za kmetovanje se poslabšajo. Toda območja v bližini velikih jezer so drugačna. Jezera postopoma sproščajo shranjeno toploto. To ne prepreči mraza, vendar zmanjša skrajnosti. Tako nastane bolj stabilno podnebje v primerjavi z notranjostjo. To vodi do bolj enakomernih rastnih sezon, tudi v hudih razmerah s sajami. Isto jezero, ki je nekoč omejevalo gospodarski razvoj, postane ključ za preživetje. Dobesedno. Na območjih, kot je obala Mehiškega zaliva, komercialne ribiške flote za delovanje potrebujejo dizel, satelitsko navigacijo GPS in globokomorsko opremo. Ko električno omrežje odpove, ti čolni ostanejo privezani. Na zgornjem polotoku je ribolov majhnega obsega. Vrste, ki živijo v vodi, ne migrirajo, ko se razmere spremenijo. Vedno so tam, vedno dosegljive, z majhnim čolnom in mrežo. Gozdovi poskrbijo za vse ostalo. Belorepi jelen, mala divjad in nabiralništvo zagotavljajo raznoliko in prilagodljivo prehrano. In to pomeni preživetje. Ne zato, ker bi bili viri omejeni, ampak ker povpraševanje še ni doseglo njihove ravni. Most je edina pot noter in edina pot ven, kar pomeni, da tisto, kar te ščiti, že izračunava.
10 milijonov ljudi na drugi strani. Njegova prednost traja le toliko časa, dokler obstaja to neravnovesje. Približno 300 tisoč ljudi živi v regiji. V krizi postane most Mekine lijak. Če se celo majhen delež prebivalcev spodnjega Michigana odloči odpraviti na sever, se most spremeni v ozko grlo. Če se zamaši, polotok sprejme prebivalstvo, ki ga ne more nahraniti. Če se zapre ali uniči, polotok preživi, vendar vsak, ki ostane na napačni strani, tam tudi ostane. In obstaja še sekundarna skrb, ki jo večina zemljevidov za preživetje popolnoma prezre. Jedrska elektrarna Palisades v jugozahodnem Michiganu in elektrarna Fermi 2 blizu Detroita stojita na obalah velikih jezer. Če ti reaktorji izgubijo hlajenje ob dolgotrajnem izpadu električnega omrežja, pride do onesnaženja jezerskega sistema. Ista voda, ki ti pomeni rešilno bilko, postane tvoja grožnja. Zgornji polotok je bil vedno prehladen, preveč oddaljen in preveč odrezan, da bi pritegnil trajne naložbe. Trenutno pa sta prav mraz in oddaljenost, razlika med izpostavljenostjo in preživetjem. Sirene so zdaj že ure tiho. Medtem ko večina ljudi še vedno reagira, si ti že mimo točke odločitve. Že si tam, kjer moraš biti. Morda v kakšni dolini v zahodni Virginiji in se ne premikaš. Grebeni nad tabo naredijo nekaj, česar noben inženirski sistem ni bil zasnovan za posnemanje. Ujamejo veter. Radioaktivni delci, ki jih nosi veter, ne prehajajo gladko čez gorski teren. Zadenejo pobočja, jih veter prisili navzgor, se ohladijo in padejo iz zraka. Ko dosežejo dolino na drugi strani, je večina že padla na tla. Kar se tam usede, je zrak, ki so ga gore tiho očistile. Ni nobenih koncentriranih vojaških objektov, ki bi upravičili, da bi bilo območje cilj prvega napada. Ni velikih središč prebivalstva, ki bi bila med prvimi tarčami, in isti vetrovi, ki prenašajo onesnaženje iz vzhodnega koridorja, ga ženejo proti severovzhodu, stran od vas. Toda tudi tukaj to deluje le, dokler sistem še obstaja nekje drugje. Zato se vprašanje premakne na to, kaj se zgodi, ko popolnoma izgine. Po vsej državi se vse ustavi. Ni vode, ni hrane, ni komunikacije. V Apalačih na tisoče naravnih izvirov potiska vodo na površje samo s pomočjo gravitacije. Ni črpalk, ni čistilnih naprav, ni potrebne elektrike. Voda, ki se je desetletja filtrirala skozi plasti kamnin, preden je sploh prišla na dan. Medtem ko mesta izgubijo dostop do čiste vode v manj kot 2 dneh, tukaj voda še naprej teče. Znanje, potrebno za preživetje, je tukaj globoko zakoreninjeno. V skupnostih v Apalačih življenje zunaj omrežja ni obravnavano kot projekt ali rezervni načrt. To je preprosto nadaljevanje običajnega življenja. V bližini narodnega gozda Monongahela veliko družin še vedno uporablja spretnosti, ki pravzaprav nikoli niso izginile. Niso jih ponovno odkrili ali spremenili v hobije. Preprosto so se prenašale iz roda v rod in ostale v uporabi, kot na primer konzerviranje hrane, meso soljeno za dolgotrajno shranjevanje, zelenjava v steklenih kozarcih, ki na policah stoji leta brez hlajenja, dimljenje divjačine nad ognjem iz trdega lesa. To niso veščine preživetja, to je nadaljevanje običajnega življenja v drugačnih pogojih, kar odstrani nekaj, na kar večina ljudi sploh ne pomisli. Čas, ki ga potrebuješ, da se kaj naučiš, pod pritiskom. Sol sama po sebi je strateška dobrina, ki jo večina ljudi popolnoma spregleda. Dolina Kanoa leži na velikih zalogah soli. J.Q. Dickinson Salt Works že 200 let pridobiva sol iz podzemne slanice. Pred pojavom hlajenja je bila sol tista, ki je odločala, ali boš imel beljakovine ali jih izgubil. Ta enačba se ni spremenila, spremenil se je le sistem okoli nje. Toda to ni edini vir v tej regiji. Skozi te gore potekajo tudi plasti premoga. To so nekatera najgostejša nahajališča v Severni Ameriki. Zdaj se ne bo uporabljal za elektrarne, ampak za ogrevanje, kuhanje in osnovno preživetje, ko bodo vsi drugi viri energije izginili. Toda Apalačija imajo svojo mejo, ki je niti generacijsko znanje ne more odpraviti. Ista pokrajina, ki filtrira radioaktivni prah, tudi ločuje skupnosti med seboj. 10 milj po zračni črti postane 40 milj po cesti, če je cesta sploh prevozna. Brez goriva, brez komunikacije, brez usklajevanja postane vsaka skupnost svoj lasten, samozadosten sistem. In če tvojemu zatočišču nekaj manjka, sol, voda ali ljudje s pravim znanjem, si ujet za grebenom brez možnosti, da prideš do tistega, ki to ima. Gore te ščitijo, a te tudi odsekajo. Nadzorujejo gibanje noter in ven, ne glede na to, ali si tega želiš ali ne. In gore nimajo favoritov, vsem dajajo enak zrak.
Razlika? Družina, ki nikoli ni odšla, že ve, kateri izvir je varen in kateri ni. In Apalačija je že živela zunaj tega sistema. Če pa je ločenost od sistema prednost, potem potiskanje te ločenosti še dlje popolnoma spremeni pravila. Med vami in najbližjo primarno tarčo je 100 mil praznine. Ne gre za metaforično razdaljo, temveč za dejansko razdaljo. Zdaj stojite na robu območja Frank Church River of No Return Wilderness v osrednjem Idahu. Gorski teren je tako razgiban, da ga je celo ameriška kopenska vojska težko prečkala. Tudi danes so nekateri deli še vedno praktično nedostopni peš. Tako je obsežen, da bi lahko hodili tedne, ne da bi prečkali cesto. Ta izolacija zdaj postane zaščitni sloj. Radioaktivni padavine postajajo šibkejše, bolj ko se oddaljujejo od točke eksplozije. Delci razpadajo, se razpršijo in izgubijo gostoto. Ko dosežejo globoko v gorski teren, tisto, kar je bilo bližje viru smrtonosno, postane preživetveno. In to je dovolj. Kanjoni skalnega gorovja so strmi in ozki. Če si na dnu soteske blizu reke Salmon, živiš v žepu zemlje, ki je odrezan od neba zgoraj. Težki delci radioaktivnega prahu se usedejo na vrhove in tam ostanejo. Zrak v dolini je čist, pokrajina prevzame radioaktivni prah namesto tebe. Toda ne preživijo vsi deli skalnega gorovja enako. Colorado ima več primarnih tarč. Norad v notranjosti gore Cheyenne, baza vesoljskih sil Peterson zunaj Colorado Springsa. Te koordinate niso izbirne v napadalnem načrtu. Razlika med preživetjem in izpostavljenostjo se meri v miljah od teh točk. Osrednji Idaho leži zunaj tega radija. Od najbližje strateške postojanke je oddaljen 300 mil, kar je dovolj daleč, da je pomembno. Hrana tukaj ni odvisna od infrastrukture. Živali, ki so preživele brez človeških sistemov tisoče let. Voda prihaja iz taljenja snega v gorskih potokih, jih poganja gravitacija in se filtrira, ko teče potoku navzdol. Vsak kolaps infrastrukture bo tukaj komaj opazen. Tu ni nobenih sistemov, ki bi sploh lahko odpovedali. Toda razdalja je ščit, ki deluje le, dokler ga lahko vzdržuješ. Divjina Frank Church se imenuje reka brez vrnitve z razlogom. Če ti zmanjka hrane, če kdo potrebuje zdravniško pomoč, ne bo prišla nobena pomoč. Ni ponovne oskrbe, ni helikopterske evakuacije. Tistih 100 mil praznine, ki te ščitijo, hkrati preprečuje, da bi kdorkoli prišel do tebe. In če so modeli jedrske zime pravilni glede padca temperatur, bodo že tako krute zime v Idahu še hujše. Snežna odeja, ki se običajno stopi do junija, bi lahko vztrajala vse do julija ali avgusta. Rastna sezona se skrči na kratko obdobje. Populacije divjih živali niso neomejene. Pretiran lov obupanih preživelih bo povzročil upad njihovega števila. Razdalja ti reši življenje in te nato izzove, da ga obdržiš. Vsak kraj do zdaj je bil drugačen odgovor na isto nemogoče vprašanje. Ker ljudje še vedno uspejo jesti, se premikati in držati skupaj, ko je preostali del zemljevida že propadel. Skalno gorovje nikoli ni bilo zasnovano kot trdnjava, samo deluje kot ena. A vendar so še vedno povezani z isto kopensko gmoto in z vsem, kar se dogaja po njej. Radioaktivni padavine, vremenske spremembe, propad, vse to se prenaša. Naslednji korak je torej precej preprost. Popolnoma zapustiti celino. Puerto Rico leži 1000 mil od celinskih Združenih držav Amerike. Je dovolj daleč, da nič ni usmerjeno v to smer. Ni siren, ni vaj, samo običajni zvoki vsakdanjega življenja. To je kraj, kjer se oddaljena kriza resnično zdi oddaljena. Ocean sam po sebi je prva plast obrambe. Voda ne ustvarja le razdalje, temveč tudi prekinja gibanje radioaktivnih padavin. Zrak, ki doseže otok, potuje čez tisoče mil oceana, ne pa čez goreča mesta ali uničeno infrastrukturo. Prispe čistejši. Pasati vztrajno pihajo z vzhoda proti zahodu. To je zrak, ki ni prišel v stik s celino. Življenje se ne ustavi, ampak komaj še traja. V Cordillera Central ljudje še vedno pridelujejo hrano iz zemlje. Kava, plantane, kruhovec, korenine, ki preživijo, ker so zakopane. Žetev se iz sezone v sezono zmanjšuje, a ne izgine. Je le manj. Vsako leto vedno manj. Na celini je izbira preprosta. Hrana ali brez hrane. Tukaj se meja nekoliko zabriše. Ješ, a ne dovolj. Puerto Rico je blizu ekvatorja, kjer je osnovno sončno sevanje najvišje na planetu. Tudi v razmerah z veliko sajami, v ozračju še vedno dovolj sončne svetlobe, doseže površje, da omogoča omejeno kmetijstvo. Ne dovolj, da bi se počutil varno, ampak ravno dovolj, da stvari ostanejo žive še malo dlje. Na celini je jedrska zima razlika med tem, ali ješ ali stradaš.
Puerto Rico je že doživel obsežno izgubo električnega omrežja. Po orkanu Maria leta 2017 je velik del otoka več mesecev živel brez elektrike. Infrastruktura se je zrušila, skupnosti pa niso. Vasi v gorah so bile obnovljene, ne da bi čakale na zvezno pomoč. Že vedo, kako popraviti stvari, kako deliti vire in preživeti, ko sistem odpove. To znanje je še vedno tukaj. To pomaga, vendar ne reši tega, kar prihaja, kajti otok ne ostane prazen. Je viden, je dosegljiv. Vsakdo z zemljevidom in letalsko karto lahko ugotovi isto kot ti. Na otoku je že 3,2 milijona ljudi. Če se celo majhen odstotek prebivalcev vzhodne obale odleti na jug, preden se letališča zaprejo, se lahko prebivalstvo v nekaj dneh poveča za več 100 tisoč. Več ust, enaka količina kmetijskih površin, enaka količina sladke vode. Puerto Rico trenutno uvaža približno 85% svoje hrane. Zemlja lahko prideluje več, vendar trenutno ne prideluje dovolj. Potencial je resničen, vendar trenutna zmogljivost ni zadostna. In razlika med tema dvema številkama se meri v življenjih. Otok deluje, vendar le, če ni preobremenjen. Ker ko prebivalstvo začne naraščati hitreje kot proizvodnja, razdalja ne predstavlja več zaščite, tako se enačba znova spremeni. Ne večji, ne bolj oddaljen, ampak manjši. 65 mil južno je manjša pika na zemljevidu. In biti pika je ves smisel. Povsod drugje je vse izginilo. Mesta so spremenjene v ruševine, obalne črte so vžgane v zemljevide. Sistemi, ki so prej držali vse skupaj, so se zrušili. In sredi te širše katastrofe je še vedno to, sen kroj. Komaj da se pojavi na strateškem zemljevidu. Preveč izoliran, premejhne vrednosti, da bi upravičil napad. Otok je dovolj mejhen, da ga lahko prezrejo. Večina domov se zanaša na cisterne, podzemne rezervoarje, ki zbirajo in shranjujejo deževnico. Če vodovodne cevi počijo ali črpalke prenehajo delovati, ni pomembno. Vsak dom ima svojo zasebno zalogo vode pod tlemi. Vse, kar potrebuješ, je vedro. Otočani v cisternah gojijo mehne ribe, ki jedo ličinke komarjev in ohranjajo vodo čisto. Grebeni okoli St. Croixa še vedno skrivajo ribe, vendar le dokler jih nič ne potisne preko njihovih meja. Če se ribolov iz preživetja spremeni v paniko, v vodi hitro zmanjka rib in ni več kam iti. Dobavne ladje ne prihajajo po urniku. Prispejo, ko lahko, včasih pa sploh ne. Kar ostane v vodi, izgine v trenutku, ko se pritisk poveča. Ljudje tukaj že živijo na tem robu, kjer deljenje deluje le, dokler ne preneha. Obstoječe prebivalstvo je približno 41 tisoč. Cisternski sistem, ki odlično deluje za 41 tisoč ljudi, začne odpovedovati pri 60 tisoč. Ribe v vodah, ki se naravno obnavljajo, je mogoče preloviti. In za razliko od celinskih krajev, tukaj ni druge možnosti. Na St. Croixu ne moreš peš do naslednje doline ali se peljati v naslednje mesto. Si na skali sredi oceana. Če zmanjka rib, če se cisterne izsušijo, če prebivalstvo naraste, ni več kam iti. Ista majhnost, ki te drži zunaj zemljevida tarč, omejuje tudi, koliko ljudi lahko tam preživi. Torej, če zmanjševanje tarč ustvarja omejitev, se mora strategija spet spremeniti. Ne manjše, ne bolj oddaljene, ne večje, samo zaščitene. Na celini obstaja kraj, ki se ne zdi očitna lokacija za preživetje. Ozarska planota. Nima dramatičnih vrhov, nobene očitne geografske posebnosti, le valovite griče po južnem Missouriju in severnem Arkansu. In prav zato deluje. Nikoli ni bil dovolj pomemben, da bi bil tarča. Predaleč na zahodu, da bi ga prizadeli vzorci radioaktivnih padavin z vzhodne obale. Predaleč na jugu, da bi občutil poln vpliv severnih tarč. Položaj je pomemben, tudi ko je videti neopazen, toda pod zemljo ni prav nič običajnega. Pod valovitimi griči leži eden najbolj obsežnih jamskih sistemov v Severni Ameriki. Tisoče jam, izklesanih iz apnenca skozi milijone let. Merrimack Caverns v Missouriju se raztezajo več mil daleč. Nudijo zaščito predvsem, kar se dogaja na površju. Med vami in zunanjim svetom je dobesedno več 100 čevljev apnenca. To je naravni bunker, ki ga ne more nadomestiti noben denar in ga ne doseže nobeno orožje. Kmetijstvo tukaj nikoli ni bilo popolnoma industrializirano. Še vedno je razdeljeno na majhne družinske parcele. Govedo se prehranjuje s travo, ki raste naravno. Vrtove zalivajo podzemni izviri. Pridelki se razlikujejo od parcele do parcele. Divjad se prosto sprehaja po zemlji. Če en vir hrane odpove, nekaj drugega zraste. Ozarki nimajo učinkovitosti koruznih polj na Srednjem zahodu, imajo pa več nadomestnih možnosti. In to je edina kmetijska strategija, ki preživi.
Jamam ni mar, kaj se dogaja na površju ali kako daleč je potoval radioaktivni prah. Ni jim mar, katera mesta so izginila. Stale so milijon let in stale bodo še milijon let. Ta stalnost je trenutno najredkejša stvar na svetu. Toda ta izolacija ima dve plati. Zdravstvena oskrba tukaj ne obstaja v večjem obsegu. Bolnišnice so daleč. Najbližji center za nujno pomoč je morda v Springfieldu ali Little Rocku, oba pa se soočata z lastnim kolapsom. Če kdo v vaši skupini dobi okužbo ali zlomi kost, vas čakajo izidi iz 19. stoletja z verjetnostjo iz 19. stoletja. Preživetje tukaj je manj odvisno od tega, kaj obstaja pod zemljo, in bolj od tega, koliko ljudi za to ve nad zemljo. Regija je bila nevidna, preden so bombe padle, in ostaja nevidna tudi zdaj. Bombe so prenehale padati, radioaktivni prah se je polegal, a vi ste uspeli. Živi ste. In zdaj se začne pravi problem. Študija Univerze Penn State, objavljena leta 2025, je preučila, kaj bi jedrska vojna pomenila za svetovno kmetijstvo, tako da so modelirali pridelavo koruze na 10.000 lokacijah v različnih scenarijih. V najslabšem primeru, ko saje preplavijo stratosfero in blokirajo sončno svetlobo, pridelek ne upade, ampak se popolnoma zruši. Večina svetovne pridelave koruze izgine. Ostane le delček tega, na kar so sistemi zgrajeni. In potem je tu še druga plast, ki jo ljudje pogosto spregledajo. Atmosfera si ne opomore zlahka. Kemične reakcije zaradi eksplozij uničijo ozonski plašč. To pomeni, da več UV sevanja doseže površje še leta potem, ko bombardiranje preneha. To tiho še naprej vpliva na pridelke dolgo potem, ko začetno ohlajanje že nastopi. To je konec industrijskega kmetijstva kot delujočega sistema za leta, morda celo več kot desetletje, in lakota je šele začetek. V večini poseljenih območij vodovodni sistemi odpovejo v nekaj dneh, sanitarni sistem se sesuje, sledijo bolezni. Bolezni, ki jih sodobna Amerika ni videla že stoletje. Kolera se ne napove, širi se skozi vodo, preko stika, skozi nevidno vrzel med čistim virom in onesnaženim. V skupnosti, ki je ni videla že stoletje, ni protokolov in ni instinkta, kaj storiti, ko zboli prva oseba. V zalivski vojni leta 1991 je bila iraška infrastruktura močno poškodovana, vključno z delom vodovodnega in sanitarnega sistema. Sledil je zlom javnega zdravstva. Izbruhi bolezni so se razširili, po nekaterih ocenah pa je število umrlih zaradi zdravstvene krize doseglo več 100.000. In to se je zgodilo v eni sami državi, kjer je pomoč še vedno prihajala in so organizacije še vedno lahko ukrepale. V primeru globalne jedrske izmenjave to izgine. Ni mednarodne pomoči, ni usklajenega odziva, ni zračnega mostu iz delujočih regij. Tudi institucije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, bodo delovale v razdrobljenem sistemu. Takrat preživetje ne bo več odvisno od dostopa do globalnih sistemov, ampak od tega, kar obstaja lokalno. Človeško telo potrebuje približno 2000 kalorij na dan. Od kod pridejo te kalorije, ko se vsak tovornjak ustavi, vsaka trgovina izprazni in vsako polje umre? Pravi ubijalec so leta, ki sledijo. Nekateri kraji ti lahko prinesejo nekaj časa, a tudi tega je zelo malo. En slab pridelek, ena preobremenjena dolina, en preveč izlovljen greben in ura se izteče. To ni naključje. Takrat gre za naravno selekcijo. In skoraj natančno se ujema z zemljevidom krajev, za katere je Amerika presodila, da se vanje ne splača vlagati. Iste odločitve, ki so preprečile vlaganja, ki so ohranjale šibko infrastrukturo, majhno prebivalstvo in nepovezana gospodarstva, so razlog, da sploh kdo preživi. Zanemarjanje, ki je od zunaj izgledalo kot neuspeh, se je izkazalo za zaščito. Zemljevid ameriškega gospodarskega opuščanja in zemljevid ameriškega preživetja po jedrski vojni nista le podobna, temveč sta enaka. Kraji, ki jih nihče ni želel, so edini kraji, ki so ostali. In ljudje, ki so tam že bili, na koncu podedujejo prednost, ne da bi jo sploh tako dojemali. Zemljevid že desetletja pripoveduje isto zgodbo. Edino vprašanje je, ali jo bo kdo prebral. Ker je bil zadnji normalen trenutek, ki ste ga imeli pred opozorilom, pred tišino. Edini čas, ko bi lahko izbrali drugače. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.